ligaško moštvo, še pred mesecem dni, Bayern iz njih, naslovitni trener, dobra ekipa, pa lahko rečete. Ja, res je, v bistvu lahko sigurno je Bayern potem, kaj je pokazal do sedaj favorit v naši skupini. Malo mogoče tudi presenečenje, da so tako visoko razliko premagali Bamberga na njihovem igrišču. Vendar, kot sem že v soboto omenil, vsaka košarka je to, vsaka tekma je neka nova zgodba, tako da sigurno mi ne gremo to tekmo, da bi še naprej predali, ne gremo to tekmo že naprej z neko miselnostjo, da bomo tekmo izgubili. Športno je pač upati in verjeti v najboljše. Pripravljali smo se dobro, kot na vsako ostalo drugo tekmo. V bistvu so izkušena ekipa, so ekipa, ki igrajo v bistvu dobro košarko, vendar niso nepremagljivi. Tudi oni imajo probleme z poškodbami, tako da, se pravim, imajo dva organizatorja igre, Šafarčik in Gaver, ki se tu menjujeta, lahko igrata celo skupaj, dokaj nizka igralca, ki sta oba dva tudi izredno dobra šuterja, in tu bomo mogli pač poskrbeti, da ne bosta mogla organizirati nekako tako, kot si oni želijo, pa plus tega pa je, da se ne razigrata, ne začeta zadevati izza linije za 3 točke. Pod košem Bryant, Savanović, izredni šuter, ki ga poznamo iz naših področij, potem Đedović, ki igra zadnje čase veliko na 3, zelo izkušen igralec, reprezentant Bosne in Hercegovine. Štimac pod košem, tudi vedno boljše predstave. Jagla, nekdanji reprezentant Nemčije, tako da imajo širok spekter igralcev, lahko delajo kaj hočejo, v bistvu s temi rotacijami. To je to, ne. Zadnji čas so vas tekma ABA lige, sedaj v bistvu vročine ni več, mogoče še kakšna slabost, mislim, da bo jutri vsi zdravi in vsi maksimalno motivirani za to srečanje. Kaj narediti? Treba je fantu pokazati te njegove dobre in slabe strani, to, kar stalno delamo. Se pravim, on je še vedno igralec, ki ogromno niha, ki pač potrebuje sigurno še nekaj časa, da bo konstantno igral take tekme, kot igral zdaj v soboto. Lahko ga res spodbujamo oziroma mu nekako ga osredotočimo oziroma usmerjamo, da je to edina prava pot za njegov razvoj.